Ključni problem pri aferi konjskega mesa je, da je prišlo do poneverb pri označevanju, saj vsebnost konjskega mesa ni bila označena. S tem pa je prišlo do zavajanja potrošnikov in kršenja zakonodaje. Ni pa problem zgolj etične narave, da so potrošniki torej zaužili namesto govejega konjsko meso. Problem je v tem, da meso tekmovalnih konj vsebuje zdravju škodljive snovi. Podjetja morajo spoštovati zakonodajo. Države članice pa so odgovorne za izvajanje zakonodaje ter za redne inšpekcijske preglede. Na evropski ravni imamo vzpostavljen sistem hitrega obveščanja za živila in krmo, zaradi česar je bila prevara hitro ugotovljena. Vendar pa ne moremo biti kar zadovoljni, izboljšave so možne in k temu smo poslanci pozvali Evropsko komisijo. Tako se je s 1. marcem začelo obsežno testiranje DNA hrane z govejim mesom po vseh državah članicah. Izvedeni bodo tudi testi o prisotnosti nevarnih snovi v konjskem mesu, po klavnicah in uvoženega mesa. Testiranje bo sofinancirano iz evropskega proračuna. Rezultati obeh testov pa bodo tudi javno objavljeni predvidoma v aprilu. Ker je potrebno preprečiti, da bi podjetja ustvarjala dobiček s prevarami, predlagamo uvedbo ostrejših kazni za kršenje zakonodaje. Poslanci pa tudi pozivamo k okrepitvi pravil za označevanje hrane. Tako naj bi bila označena država izvora tudi za predelano meso.